Pozdravljeni, pozdravljeni z drugega perona železniške postaje Bled jezero. No, Tako da- Neža je pa naša kolegica, ki je že zverzirana v spletnih vodenih ogledih in ona bo pa to predstavila tako, kot se mora. Do zdaj smo imeli neke posnetke, Neža gre pa dejansko v realno življenje, v realni čas. Sicer je tako, no, kadar nas sledijo gostje iz Amerike, moramo vedno povedati, kakšen je local time, pa kakšno je vreme. Zdaj, glede na to, Neža, da smo večinoma domačini, Slovenci, mislim, da ni treba. Edino mogoče, vidim, da te pa je sonček obsijal. Kakšno imate Tako vreme je. na Bledu? Sončno in neobičajno toplo, tako da je prav že pomladni dan. Bliža Krasno. se tudi vlak, tako da se bom kar odmaknila s perona, preden me odnese. Tako. Tako da Jaz se vreme je tudi- sončno, lepo. Evo, lahko v živo spremljate prihod vlaka na drugi tir. In koliko je potnikov, tudi lahko spremljamo. Potniki Zdaj se bomo pa- čakata, dva potnika čakata na vstop, na vlaku jih moram pa še prešteti. Tako da No, prav. železniška povezava je spet vzpostavljena, izstopila sta 3 potniki, tako da lahko v živo gledate, da železniški promet po Sloveniji že poteka. Neža, To jaz je- se bom to je maknila lepa iz stvar. studija. Beseda je tvoja, Neža, se vidimo, kar predstavi nam tvoje lepote. V redu, hvala. Zdajle bo vlak odpeljal, tako da verjetno bomo tudi kakšnega zvoka deležni, tako da tudi če malo v studio skočimo, takrat ne bo nič narobe. Torej, lepo pozdravljeni na Bledu. Jaz sem Neža Vovk, lokalna vodnica in Bled vsi že poznamo, sploh Slovenci, in Bled predstavljati Slovencem je kar nehvaležna naloga. Sploh zaradi tega, ker ima vsak neko podobo že ustvarjeno, ki je vezana na te izkušnje, ki jih ima. No, tukaj za mano je torej vlak in železniška postaja Bled jezero. To je eden zelo lepih delov naših krajev, ki je pogosto zapostavljen, ampak vožnja s to bohinjsko železnico, po bohinjski železnici, ki gre od Jesenic in do Nove Gorice prek Bleda, ponuja ene najlepših razgledov, kar jih je, se pravi, ena najbolj prijetnih voženj z vlakom. Tako da v dobri uri in pol si z Bleda v Novi Gorici, na poti pa vidiš mnogo stvari. Tako da potnikom lahko pomahamo v slovo. Tole je bilo doživetje v živo. Nepričakovano, to so vodenja v živo, bodi pripravljen na vse. Sicer vozni redi pri nas so v redu, vozni redi delujejo, zdajle se bom pa... Torej, vodenje v živo, Mateja je zelo lepo predstavila, kako sem zverzirana, kako gre, ampak dejstvo je, da vsa vodenja v živo so, pričakujte nepričakovano, tako da se vse možno lahko dogaja. Torej, zdajle... In tudi od platforme je odvisno, zdaj poskušam in mislim, da bo tudi uspelo, tako da se opravičujem. Vsak dan se učimo in mislim, da bo tudi šlo. Takole. Da boste malo še občudovali okolico, ne samo mene. Drugače, če pa ne bo šlo, drugače bom pa obrnila. Torej, železniška postaja. Tako da lahko še vi kakšno zavrtite, vem, da imate pripravljeno pesemco, jaz bom pa ta čas poskušala tole malo urediti, da bomo šli naprej, potem pa gremo. To misliš ti verjetno tisto pesmico, ko boš prišla na Bled, ampak mi smo že z vlakom prišli, vidim, si že obrnila kamerco. Ste že prišli, tako. Postaje smo že izstopili. Če bi se od tukaj odpeljali naprej na Jesenice, je čudovita stvar, ker se pelješ čez Sotesko Vintgar in dejansko vidiš Sotesko zraka dol, kar je čudovita stvar, tega veliko ljudi ne ve. Potem, ko greš... Zdaj trenutno sva z Nikom v studiu, zato ker bi želela, da se pomaga, takrat, ker je signal šibkejši.
in takoj, ko se vrne Neža v eter, Niko, ti si pa tudi Blejc, ali si Blejčan? Povej mi, prosim, ker to je bistvena razlika. To je pa bistvena razlika. Jaz sem Blejčan. Za vse tiste, ki ne vejo, kakšna je razlika med Blejcem in Blejčanom, pravijo, da je mogel Blejc na Bledu nag na svet prideti, vsi ostali smo pa Blejčani, torej pritepenci, in jaz sem prišel na Bled s 15 leti kot vajenec v gostinstvu in se v ta kraj zaljubil. Tukaj zaljubil seveda tudi svojo zdajšnjo ženo in ostal kar nekaj let. Ampak moram reči, da me domačini, glede na to, da aktivno sodelujem v turizmu, v športu in drugih stvareh, že nekako smatrajo do svojega. Se pravi, Blejc je tisti, ki se rodi, Blejčan ste pa pritepenci. Točno tako, čeprav se jih je večina tudi tiste, ki so danes imenujejo za Blejce, rojeni na Jesenicah v bolnišnici. No, ampak zagotovo je pa Bled ena najbolj obiskanih turističnih točk. Jaz se spomnim še, ko smo delali v turizmu v jugoslovanskih časih, pa smo imeli te jugotursove prospekte, in vedno je bilo tako na prvi strani, se pravi otok, jezero, grad za otokom, in se spomnim, ko so Angleži to gledali, te prospekte, so v bistvu hoteli takoj vse pokupiti, da so bili čisto preč. Ja, ma še drugačna je bila, niso bile točno te, je bil še otoček, a veš, Niko? Povej mi, koliko časa si v turizmu? Ja, sem rekel, jaz sem s 15 leti prišel na Bled za vajenca v takratni hotel Jelovica. 13 let sem tam, kot so v bivših časih rekli, združeval dela in sredstva. Potem sem se malo preorientiral v gradbeništvo, 25 let kamnoseštva, ampak glede na to, da znam nekaj jezikov in pa da so me ljudje poznali, me je veliko ljudi, ki so imeli goste, predvsem iz italijanskega področja, povabilo, da jim pomagam, da ti te Italijane nekam pel, ki znaš italijansko, pa kaj jim povej, in sem se tako v bistvu srečal tudi s turističnim vodenjem, potem, ko sem malo večkrat šel takole na šverc, naokrog, takrat bi me Mateja že okarala, in sem rekel, tole pa zanimivo, bom pa jaz šel delati licenco, oziroma se še malo bolj izobraziti, da gostje dobijo tisto informacijo pravilno. Sem naredil ta tečaj za lokalnega turističnega vodnika na Bledu. To delal sporedno s kamnoseštvom, no pred 7 leti pa me je malo ponagajalo zdravje in potem sem se odločil, da kamnoseštvo naprej predam upravljanje Svaku. Jaz sem se pa aktivno vključil v turistično vodenje, tako da zdaj 7 let je to čist moj poklic, prej pa še postransko. Jaz mislim, da na Bledu je to lahko eden od osnovnih poklicev, zato ker imate pač še neke druge vire prihodkov, vsekakor je pa v drugih krajih Slovenije to nekoliko težje. Zagotovo pri nas v Ljubljani še gre, medtem ko v drugih krajih Slovenije se pa mislim, da morajo kolegi kar dobro potruditi in so verjetno tudi, bi rekla, kar precej oškodovani v tej krizi. Povej mi, Niko, a imate zdaj na Bledu kaj odprtega, kdaj se pričakuje oživitev? Dobro, saj vem, da je praktično to enako za celo Slovenijo, ampak vseeno se mi zdi, kako pa vi pričakujete letos obiskovalce? Ste že kaj željni? Seveda smo jih željni, manjka nam te akcije, ki smo jo navajeni, seveda nam zagotovo manjka tudi kakšen evro v denarnici, ampak na Bledu je zdajle, če greste dopoldne oziroma popoldne okrog jezera, precej živahno. Tukaj imamo približno 450 udeležencev svetovnega prvenstva v biatlonu, ki se konča 21. na Pokljuki, in meni to ni jasno. Ti ljudje tečejo zjutraj, potem grejo na Pokljuko, tečejo cel dan na smučeh in zvečer še en krog okrog jezera. Zdaj, to je del njihove priprave, marsikomu pa tudi verjetno lepota samega jezera, otočka, gradu in okolice ga nekako zvabi, da odteče še en krog. A veš, Niko, da sem bila jaz tudi udeleženka prvih 2 triatlonov na Bledu? No, evo, bom Mirotu Kregarju rekel, organizatorju. In sicer, mogoče zdajle še
Mogoče zdaj še, ko čakamo Nežo, če se nam upam, da uspe vrniti nazaj. Jaz točno ne vem, katerega leta je bilo to. Mislim pa, da tam enega leta 83, nekaj takega. 84. Mislim, da 84 se je začel, ker je zdaj le 35 let. Ja. No, in mi smo morali seveda preplavati Blejsko jezero, se pravi tista 2 kilometra, od Zake pa do centra. Potem smo morali s kolesom šibati tam do Bohinjske Bistrice pa nazaj. Potem smo morali pa še 2-krat teči 2 kroga okrog jezera. No, in jaz sem v plavanju zelo slabo, v bistvu nisem niti plovna, če sem čisto iskrena. In ne bom pozabila, ko smo se mi zapodili v tisto jezero noter in začeli plavati in mahati, seveda oni, ki so plavali, kravali, pa to so odbrzeli naprej, mi smo pa tam žabce malo izvajali. No, in tam malo pred koncem se mi približata tako 2 na čolnu, ki so fantje kontrolirali, če smo vsi zdravi, pa če še kaj dihamo, pa prav drugemu prav, ti, a bo tole šlo? Pa je ta drug rekel, bo, samo plavati ne zna, ker jaz sem plavala tako, z glavo gor, No, ampak takrat potem sem bila zelo dobra v kolesarjenju, tako da sem potem na kolesu vse pridobila, na teku sem pa samo še zadržala in na koncu sem bila druga. Bravo, odlično. Tako da, kadar pridem na Bled, imam vedno te spomine. Kadar pridem na Bled, imam vedno te spomine, čeprav potem so pa to spremenili, so šli gor na triatlon nekje, ampak lej Niko, midva imava že Nežo, greva na teren. Neža je nazaj, pozdravljeni. Kje ste me izgubili? Ja, tako na železniški postaji, ampak ti kar vidim, da si po tejle sprehajalni potki od železniške postaje prišla do regatnega centra v Zaki, pa kar od tukaj nadaljuj. Dogovorjeno, to so čari vodenja v živo, tehnične težave se zgodijo, ampak imamo super ekipo v studiu, tako da ne dvomim, da so vas zabavali v tem času, ko sem jaz veselo hodila in razlagala vse o kremni rezini, vse v lipovem drevoredu, o hotelu Triglav, o nastanku bohinjske proge. Tako da veliko je bilo povedanega, malo slišanega, ampak saj bomo še imeli priložnost nadoknaditi. Tako da na železniški postaji ste me izgubili, zdaj sem se pa spustila po tej potki. Precej strma pot, ki vodi od železniške postaje pa do Olimpijskega veslaškega centra, ki je kar prijetno izhodišče za obisk Bleda. Ker hoja ob jezeru je na tem koncu ob Zaki, bi rekla, skoraj najprijetnejše doživetje. Obstaja pa tudi veliko zgodb, ki jih lahko povemo. Seveda po poti, ko hodimo, opažamo veliko stvari. Lepa stvar so te stare vile ob jezeru, nekaj jih vidimo tukaj. Zdaj pa se bomo posvetili tudi enemu drugemu koncu slovenske zgodovine, enem poglavju, ki bi se lahko končalo zelo drugače za našo zgodovino, za naše kraje. Torej, tukaj lahko pozdravite kip Mihajla Idvorskega Pupina. Torej, Mihajlo Idvorski Pupin so leta 2005 ta spomenik je podarila Republika Srbija. Se pravi, Mihajlo Idvorski Pupin prihaja iz Idvora v Vojvodini. Tukaj si lahko preberemo v 3 jezikih, se pravi v srbskem, v slovenskem in v angleškem jeziku, zakaj je zaslužen. Takole. Se pravi, ta kip zdaj stoji nekaj let tukaj in predstavlja res ključno obdobje, ki se je dogajalo po Prvi svetovni vojni. Se pravi, Italija je imela po Prvi svetovni vojni kar dobro pogajalsko izhodišče, ko so se začrtale nove meje v Evropi. In Blejski kot, ki je tukaj bil prvotno že določen na mirovnih pogajanjih, da bo pripadal Italiji, ampak
Mihajlo Pupin, ki je bil izumitelj, ki je bil srbsko-ameriški fizik, matematik in elektrotehnik, se pravi rojen v Srbiji. Poučevali so ga pa blejski matematiki, se pravi matematiko so ga poučevali tudi blejčanjaki, kot naprimer doktor Plemelj. Tako da je on na blejski koti na te ljudi imel posebno dober spomin. Potem kasneje, ko je postal fizik, matematik, se je preselil v Ameriko in imel zelo uspešno akademsko kariero. Postal pa je tudi osebni prijatelj Woodrowa Wilsona, se pravi ameriškega diplomata, politika, ki pa je bil kar ključnega položaja pri določanju meje po prvi svetovni vojni. In na njegov predlog, na predlog Mihajla Pupina, je blejski kot ostal v Jugoslaviji takratni. Tako da to je že ena slavna oseba, ki krasi ta konec Bleda, ki smo ga spoznali in o katerem ne govorimo pogosto, ampak se ga je potrebno spominjati. Takole tamle nad nami pa vidite obris hotela Triglav. O njem sem govorila takrat, ko sem padla z jetra. Torej, ta hotel je bil v sklopu te železniške povezave in je še zdaj čudovito obnovljen hotel, res ekskluziven. Trenutno je aktiven, kajti v njem je mehurček in v njem je nastanjena ameriška biatlonska reprezentanca. Moram vas spomniti, da v teh časih še vedno poteka, v teh dneh še vedno poteka svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki. In to je dokaz, da šport na Bledu je zelo živ. V vseh letnih časih, ker izhodišče je popolno in iz tega biatlonskih uspehov, iz smučarskih uspehov, iz zimske sezone se letni čas že počasi preveša v pomlad in potem bomo šli v poletje in takrat so aktualni drugi športi. Tako da zdaj vas pa lepo pozdravljam. Prispeli smo do Olimpijskega veslaškega centra Bled, ki je tukaj le pred nami. Treningi potekajo, pravkar so pripeljali čolne, tako da je na gladini, na jezerski gladini že živahno in treningi potekajo. Žal smo lansko leto zaradi epidemioloških ukrepov so bili prisiljeni odpovedati svetovno prvenstvo za seniorje in za mladince na Bledu. Tako da, ampak veslaški šport na Bledu ima zelo, zelo poseben pomen. In tukaj bomo predstavili nekaj delcev te zgodovine in nekaj kipov, ki jih verjetno opazite, ko se sprehajate okrog jezera, ker tu v Zaki je res tak zelo priljubljen kotiček za sprehode. Pa jih bom samo na kratko predstavila in zakaj so tukaj in kaj pomenijo blejski veslači za slovenski šport, ki je kar pomembna stvar. Se pravi, veslanje na Bledu zaradi bližine jezera seveda je bilo aktualno že v stoletjih. Najboljši predstavniki tega so blejski pletnarji, ki so že stoletja prevažali romarje na otoček, na cerkev na otoku. Tako da bližina jezera in veslanje je nekaj, kar je Blejcem tako rekoč že dano v zibko. In v 20. stoletju pa je ta šport počasi prišel še na višjo raven in so se z veslanjem začeli ukvarjati v okviru športa. Tukaj je en lep pogled na otok. Od tu je zelo prijetno plavati do otoka, tako da to je zelo lepo izhodišče, ampak v tem veslaškem centru seveda se je treba zavedati, da prednost glavni tukaj so seveda veslači, ki jih vidimo tukaj. Torej, če gremo k ustanoviteljem tega tekmovalnega športa na Bledu, je eno pomembno ime, Boris Kocijančič. Torej, on je bil politik, pravnik, po drugi svetovni vojni kar zelo priljubljen, tudi med drugo svetovno vojno je bil aktiven, bil je pa tudi navdušen športnik. In on je zaslužen za organizacijo svetovnih prvenstev v veslanju, ki so potekali na Bledu, do zdaj kar 4-krat.
Tako da Bled je že 4-krat gostil svetovno prvenstvo v veslanju. In to je velik dogodek. Zadnji dogodek te vrste je bil leta 2011. In s temi dogodki, z veslanjem, kadar potekajo regate, sploh kadar potekajo svetovna prvenstva, živi cel Bled. Bled se napolni z veslači in vzdušje je res neverjetno. In se pravi, veslanje se je začelo uveljavljati nekako v 50 letih najbolj pomembno in potem se je naprej razvijalo. Tukaj vidimo v živo, da je kar živahno ob jezeru, torej sonce je lepo, zdaj pa se bomo osredotočili še na Olimpijski veslaški center, ki tukaj stoji od leta 1955. Se pravi, Boris Kocijančič je bil eden pomembnih ljudi, rada pa bi pokazala še med opremo, ki jo vidimo v živo tukaj, še en kip oziroma spomenik, ki je posvečen še drugemu velikemu veljaku, ki je bil zaslužen, da so se ta prvenstva dogajala na Bledu. Thomas Keller je starosta veslanja, Švicar, bil je tudi direktor podjetja Swiss Timing. Takole zdaj v živo lahko gledamo, kako se dogaja, seveda pri tem ne oviramo veslačev, ki so zaključili s treningom. In takole, in občudujemo lahko to stavbo in kako se to dogaja v živo. Zdaj pa lahko občudujemo še v živo, kako so se ti uspehi vrstili. Torej, v 50-ih se je začelo, leta 1959 je bilo organizirano tudi svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu, potem pa smo šli leta 1960 na olimpijske igre v Rim. Tukaj so imena olimpijskih iger, na katerih so sodelovali, in uspehe, ki so jih dosegli naši veslači. 4. mesto leta 1964. Potem v Münchnu leta 1972 smo tudi sodelovali, zdaj pa smo prišli že do prve olimpijske kolajne. V Seulu leta 1988 sta Sadik Mujkić in Bojan Prešeren pod vodstvom podtrenerja Miloša Janše dosegla 3. mesto v času še Jugoslavije. In prve slovenske medalje pa smo doživeli v Barceloni, in sicer 2-krat bron. Denis Žvegelj in Iztok Čop in pa četverec Sadik Mujkić, Milan Janša, Sašo Mirjanič in Jani Klemenčič. Uspehi so se potem še vrstili. V Atlanti smo dosegli 2 četrti mesti, Sydney 2000 pa prvo slovensko zlato. Iztok Čop in Luka Špik. In uspehi so se še nadaljevali. V Atenah leta 2004 sta Iztok Čop in Luka Špik osvojila srebrno kolajno. In London 2012 3. mesto, bronasto kolajno. Tako da uspehi se vrstijo. Uspehi so se vrstili in čakamo že naslednjo, ker nova generacija blejskih veslačev, kot vidite, pridno trenira. So pripravljeni in mislim, da kmalu pričakujemo že novo. Takole, tule pa je še en lep kip, ki ga občudujemo lahko. To pa je čolnar kiparja Borisa Kalina. In nagradno vprašanje še nekje najdemo. Nagrada je lahko kremna rezina, ko pridete na Bled. V katerem mestu najdemo ravno tak kip? Tam je pa ob eni reki. Se pravi, dobro si ga oglejte, občudujte ga. Tako je. Torej, zdaj smo prispeli sem. Pol predavanja nam je pojedla tehnika, ampak bomo še nadaljevali. Tako da ne vem, kako smo s časom, če lahko v studiu malo poveste. Neža,
hvala lepa, ampak a veš kaj, a lahko obrneš Povej. kamero ali pa nekaj, zato ker mi tega kipa nisi videli, Aha, ko z si veseljem. postavila nagradno, ja, tako da zdaj ne vem, ali je slika zamrznila, to je Aha, a ga možno, vidite zato ker zdaj vidimo, da se mogoče? nič ne premika, ja, tako da je enostavno mogoče, če osvežiš, kakorkoli, Bom no, za poskusila. nagradno igro bi bilo pa fajn, ja, da vidimo Sicer to. sem videla, da odgovori že so pravilni, tako da znanje Aha, se pravi, da naših, že brez slikce. že brez slikce vedo, kar je super stvar. Ja. Sem videla, da Valentina je odlično odgovorila, tako da To Valentina, pomeni, da imaš zelo vestne oziroma skrbne poslušalce. Bravo, Neža. Imamo pa še tako. par minut, tako da če imaš še kakšno zanimivost, z veseljem poslušamo. Je kakšno vprašanje, pa to še zanimivosti samo je da na Bledu pogledamo. vedno dovolj. Ja, veseli so, obiskovalci naši na spletu so veseli, da si jih povabila na Bled z vlakom. Ker očitno se Tako. vsi preveč drenamo v avtomobilih, a ne, in vsi govorimo o teh jeklenih konjičkih, medtem ko ti si jih pa povabila oziroma si nas povabila, da pridemo z vlakom, kar je seveda zelo trajnostno. Povej nam, kakšne so kaj povezave? Povezave so, se pravi, če želite priti do Bleda iz Ljubljane, z ljubljanskega konca ali Štajerske, gre vse preko Jesenic. Jesenice so glavno vozlišče. Tako da, ampak veliko vlakov je narejenih, tako da je takoj neposredna povezava naprej na Bled. Tako da z Jesenic do Bleda se peljete 15 minut. Kot sem že rekla, vožnja je čudovita, ker se peljete nad Vintgarjem. Tako da povezave so kar v redu, so kar za kakšen dnevni izlet so odlično narejene. Mislim, da pridete v tem primeru, če štartate okrog 8 ure ali pol 8 iz Ljubljane, ste lepo 9:30 že na Bledu, če se ne motim. Tako da mislim, da vozni red je kar lepo prilagojen temu. Potem pa, če še nadaljujete naprej, malenkost. Ja. Povej mi, tukaj vidim, da tile odgovori še kar se vrstijo v Celju ob Savinji. Namreč je tako, veš, Neža, eni odgovarjajo na YouTubeu, drugi pa na Facebooku, zato imamo, ampak je zelo veliko odgovorov, tako da očitno si predpostavlja prelahko vprašanje, veš. Drugič se majčkeno bolj tako potrudi, da bo majčkeno bolj... Ja, da bomo morali malo bolj možgančke napeti. Ni težave, veš, saj pladenj kremnih rezin se hitro speče, pa če se vse povabi, je to za vse dovolj. To pa verjamem. Ja, krasno. No, drugače ti pa Irina, kolegica, čestita, ker te tehnične težave niso vrgle iz tira. Jaz pa naj ti povem, Irina, da Neža ima že toliko kilometrine pri teh spletnih vodenih ogledih, da se je že vsega hudega navadila. A je tako, Neža, že prsti so nam zmrzovali? Ja, seveda. Mateja, moram pa priznati, da je to prvič, da sem izpadla iz programa, tako da vse je enkrat prvič, ne glede na kilometrino, moramo biti prilagodljivi ob vsakem trenutku. Ja. No, Neža, hvala lepa za tvoje javljanje iz rajskega Bleda. Sedaj se bomo poslovili.